Živijo, Luka. Živijo. Kako si? Gre. Dobil sem eno nalogo. Ja. Spomniš tegale zaslona na nek način. Ja, tle sem zaostajal, ampak ja, se spomnim, dobro se ga spomnim. Sva zato, da pogledava. To je bilo na balkonu, mi smo bili dol, ostali so bili pa gor, ne? Luka, od mene dobiš za finalno sledico 9 točk! Bolje šlo, ja. To pomeni, da si postal 8. slovenski masterchef! A si se res naježil? Jaz tudi. Luka, čestitke, visoko dvigan. Bravo. Čestitke. Toliko sem ponosen na se, da sploh ne znam opisati in mislim, da sploh še nisem dojel in mislim, da bo trajalo to ene tako 2 do 3 tedne, ko se bom zbudil en dan in bom šel v kuhnjo in bom gledal ta pokal in bom bil tako model, ti si zmagal masterchefa. Model, ti si zmagal masterchefa, Ja. ne? Ej, koliko časa pa pol dejansko rabaš, da dojamaš pol to? Se mi zdi, da kar nekaj časa. Mislim, se mi zdi, da ja, kar nekaj časa. Aj, sam masterchef v primerjavi s tem, kar se ti pol dogaja, teži ali pol dejansko res tako? Pol. Pol, kaj je treba, pač, če hočeš kaj narediti iz tega, moraš začeti delati in tisto je bolj pol. Mislim, naporno, pa ni, mislim, nič ni naporno, meni je pač zdaj uživam. Meni bo tisto, kar sem prej delal naporno, zdaj pač res uživam, tudi če je več dela, ja, to je moj svet. In zdaj mi je to. Ker sem se vozil tamle, ker sem zavil pretrženci desno, ker malo živčen sem, sploh ne vem zakaj, ampak pač, ja, mislim tako, veš, da si tle une 3 mesece bil skozi tle in takrat, ko si prišel sem, si bil pač živčen, zato ker pač vedel, da moraš nekaj narediti. Ampak ja, je lušen se je vrniti nazaj, no, začutiš ono energijo, dejansko se začuti. Lepo se je vrniti, pa tudi tako, kar si ti rekel, ne? Ker na neko novo sezono začenjamo, pa tako, ja, so neki metuljčki, predvsem pač kuhinja je taka, kot je, ampak ne veš, kdo bo stopil, kdo bo nov zmagovalec, kjer bo teh 16 ali več ali manj kakorkoli, ampak na koncu iščemo enega in je tako nek vibe, ki te more potegniti, ki te ne pusti mirnega in ja, in ko prihajaš in ko odhajaš, razmišljaš, kaj vse se tukaj noter lahko zgodi. Meni je ta kuhna definitivno dala nek nov začetek oziroma prekinitev starega načina življenja in začetek nekaj novega. No. Res, tako pač šel sem čisto v drugo branžo, šel sem delati to, kar me veseli, kulinarika, hkrati pa čisto na novo, pa sem spoznal Klaro, se poročil otroka dobil, tako, bam, Na glavo. na glavo čisto. Zaradi takih pravzaprav rad soustvarjam masterchefa. Nekdo, ki ima res veliko strast do kulinarike, to, kar pač jaz na nek način delam v službi, ali pa zaradi službe ali pa službeno kakorkoli, pa res rad dobro jem in rad gostim. Pa vendar mi je všeč, da sem lahko na poti vseh teh ljudi, ki se odločijo, da bi radi neko transformacijo dosegali, doživeli. In pol tudi, ko pogledam nazaj, pravzaprav skoraj da vsi, ki ste zmagali in ki ste bili v finalu, ste ostali v tem poklicu, če ne še kakšen več. In pravzaprav, če gledam po drugi strani, za naš ceh in za naš poklic, opravljamo neko dobro delo, kakorkoli obračamo. Ne? Predvsem me je naučil nikoli ne obupi. To je un fokus, ki mora biti v glavi in to sem se tle noter naučil. Če imaš cilj, ga boš dosegel sem, ne nehati. Tudi če si čistan dol, pej če malo naprej, ker bolj dol se itak ne da, pa lahko greš sem gor. Tako da. Če pogledamo vse zmagovalce, tisti, ki je hodil v kuhinjo, pa je imel jasen cilj. Ja, ti si prišel. Ti si prišel. Ali je bil v polfinalu, finalu, Kjerkoli. Tako. Ampak ja, to je zelo pomembno. Ja. Pravzaprav sem se naučil malo sam sebe poslušati, malo umiriti, mogoče naslednji dan stvari povedati, ne zdaj takoj in tako naprej. Če gledam čistko. Kar se tiče pa kulinarike, absolutno sem se jaz tudi veliko naučil, predvsem na področju sladkega. Ne. Tam nisem jaz doma, priznam, in tudi velikrat ljudje mislijo, da kuhar je to, kar vse je slašičar, ampak ni. To so čisto novi svetovi. Je tako, bi se strinjal z mano. Sladko je tudi tvoje, tako malo, ne? Ja, še danes se ga bolj izognem. Ampak to je pravzaprav čist drug poklic, če gledava, ne? Če bi te imel na spik, da
bi te danes poklical, da mi še enkrat počas pokažeš. To ni bilo v naši sezoni, ampak kako se tisto kravo razkosa počas. Ne, res, to je pa tako. Res? Ne, to bi pa res tuno počas, da bi se tudi jaz to naučil. Z veseljem ti tudi enkrat v zdaj prihodnje pokažem, Okej. ker jih imamo kar nekaj doma. Je ravno treba tako. Ampak hvala, ja, z veseljem. Kaj ti naj rečem, res ti hvala, da si prišel, Hvala vam. da si na nek način malo podoživel. Upam, da je bilo veliko lepega in pa veliko sreče poslovne, privatne in karkoli. Prav, Hvala lepa. bodi lepo. Enako. Čau. Šola kuhanja je odprta. Glejte novo sezono. Masterchef Slovenija.